Črni ribez je rastlina, ki med jagodičastimi rastlinami je najbolj občutljiva in ima največ bolezni in največ škodljivcev. Zato je tudi varstvo pri črnem ribezu najbolj pogosto in tudi nujno potrebno, če hočemo, da ima rastlina normalno razvit grm. Že zgodaj spomladi nam prvo škodo povzročajo poganjki, ki so bili v preteklem letu napadeni od pepelaste plesni. Če jih ne odstranimo, se nam začnejo sušiti in se nanj naselijo druge sekundarne glive. Druga nadloga, ki je zelo velika, je pegavost, ki se pojavi tudi že takoj ob nastanku prvih lističev in spodbudi in običajno, če je ta okužba velika, se ti lističi porumenijo in odpadejo že zelo zgodaj v mesecu maju. Potem je ena izmed večjih nadlog pri črnem ribezu prisotnost uši. V našem nasadu smo jih zatirali z določenimi sredstvi, ker je to kolekcijski nasad in uši enako kot pri črnem ribezu, pri rdečem ribezu, tudi pri črnem ribezu povzročajo mehurjavost. Ena nadloga, ki je pri črnem ribezu zelo specifična, pa je hržica. Hržica povzroča oziroma ličinke se naselijo v list ali v vršiček in potem izjedajo ta vsebina oziroma jo izsesajo in potem rastlina se odzove tako, da se listi in vršiček začnejo sušiti. Če bi bilo samo to, bi bilo v redu, ampak na te sušene dele se potem običajno naseli še pepelasta plesen. Pri hržici je velik problem zaradi njene pogostnosti. Običajno imamo tudi 6 ali več generacij, odvisno od leta, ampak če vzamemo potem dokončno v obzir, kaj naredi, hržica dejansko prizadene samo določen list, problem je potem plesen. Poleg te pegavosti, ki sem jo omenila, ta pegavost povzroča največ problemov v jesenskem oziroma v poletnem času, tik pred obiranjem. In zanimivo je to, da je ta pegavost najbolj izrazita prav pri sorti Titania, ki je odporna na pepelasto plesen, vendar izrazito občutljiva na pegavost. Zato prihaja do odmetavanja listov že v času pred zorenjem in okus teh plodov, ki so se razvili na vejah brez listov, je običajno grenek in nič kaj dober. Pri črnem ribezu moramo zelo paziti tudi na redčenje. Enako kot pri ostalih jagodičastih rastlinah, grm redčimo, odstranjujemo poganjke, ki za prihodnje leto niso perspektivni, pustimo le tiste, iz katerih si predstavljamo, da bomo imeli ogrodne veje v prihodnjih letih. To je ukrep, ki ga izvajamo stalno preko celega leta, poleg tega, da moramo stalno pleti tudi okolico grma, če nimamo grmov posajenih na foliji.